kolektivnega odstopa senata za Komisijo za preprečevanje korupcije. Zdaj, očitno je, da so pred to komisijo bile zahteve, ki jim komisija ni bila kos. Najbrž se vsi sprašujejo, zakaj ni bilo podanih nobenih imen, ko je komisija z velikim pompom povedala, da je opravila preiskavo v bančništvu in ni dala nobenega imena, ki bi na kakršenkoli način obremenila s korupcijo v javnost. Prav tako se sedaj dovolj jasno govori o korupciji v zdravstvu in tudi o relativno velikih številkah. Tudi tu je bilo očitno, da so na komisiji določeni dokumenti in tudi v tem primeru ni prišlo do objave nobenih imen. Tudi zbuja precej pozornosti to, da ni komisija odreagirala to, da so v okviru preiskave proti Janši formirana posebna skupina, ki se ukvarja izključno s tem, kako onemogočiti Janšo. Vsaj tako je razvidno iz tega anonimnega zapisa in pa iz odredbe. Zdaj, očitno je, da ta odredba stoji, čeprav je bilo zanikano, in najbrž v skladu s to odredbo stoji tudi tisto, kar je bilo priloženo s to anonimko. Skratka, da gre za neko instrumentalizirano gonjo proti predsedniku Slovenske demokratske stranke. Očitno je bila ključna naloga te komisije to, da je pripravila poročilo o predsednikih parlamentarnih strank, s katerim je močno obremenila dva predsednika, to se pravi tedanjega predsednika Pozitivne Slovenije in Janeza Janšo. Posledica te obremenitve je bila samo ena, to se pravi zrušitev vlade Janeza Janše in pa seveda z njo so prišle tudi vse posledice, ki se kažejo sedaj in ki smo jim priča sedaj. Se pravi, poleg tega, da nimamo več vlade, ki bi imela nek koncept, je prišlo tudi do velikih finančnih obremenitev kot posledica slabega delovanja vlade. Sedaj imamo v postopku že nekaj mesecev samo dokumente, ki tej vladi Alenke Bratušek dajo praktično neomejen mandat pri zadolževanju države za vse mogoče stvari. In očitno je to tudi breme, ki se na tak ali drugačen način vrača na senat te Komisije za preprečevanje korupcije. Zdaj, poleg tega, da se je to zgodilo, bi le opozoril tudi na to, da ta komisija ni vseh zelo podobnih ali pa celo identičnih primerov obravnavala na enak način. Nimamo primere, ko je zaposlitve nekaterih otrok, nekaterih funkcionarjev obravnavala tako, da je izdala posebno poročilo in te funkcionarje močno obremenila. Recimo primer zaposlitve hčerke Janeza Janše, tudi moj primer. In imamo primere, ko tega ni storila, pa je šlo prav tako za zaposlovanje otrok funkcionarjev. Recimo gre šlo za zaposlitev sina predsednika Vrhovnega sodišča v novejšem času, nekoliko prej za zaposlitev sina poslanke v kabinetu predsednice vlade, to je poslanke Pozitivne Slovenije, ni na ustrezen ali pa adekvaten način kot moj ali pa predsednikov primera obravnavala tudi primera zaposlitve Anje Kučan ali pa Helene Türk. Skratka, tu je potrebno ugotoviti, da ta komisija v svojem ravnanju ni bila dosledna. Tudi funkcionarji sedanjega senata komisije pri svojem delu niso bili dosledni, ampak so po našem mnenju usmerjali svoje delo bolj na politične cilje, kot pa na obravnavo vsebine. Skratka, s tem svojim neobičajnim ravnanjem je ta komisija naredila državi po našem mnenju veliko škode in mislim, da bi bilo najprimernejše, da
se ob tej priložnosti, ko je prišlo do kolektivnega odstopa, enostavno sprejme zakon, s katerim bi se ta komisija ukinila, ki je tako ali tako unikum v okviru ureditev evropskih demokracij. Taka komisija obstaja samo v nekaterih redkih državah, predvsem jugovzhodne Evrope, na Hrvaškem, v Albaniji, Makedoniji. Druge take institucije ne poznajo, pa imajo bistveno manj korupcije in tudi bistveno uspešnejše te države delujejo. Zdaj, veliko večino konkretnih pooblastil z tega področja že imajo nekatere institucije, ki jih pri nas imamo že ustanovljene in ki delujejo. To je lahko take pristojnosti ima Računsko sodišče deloma davčna uprava, deloma nacionalni preiskovalni urad, državno tožilstvo, tudi policija. In prav bi bilo, da če karkoli manjka izmed teh pooblastil, se da tem institucijam, ki že obstajajo in ki delujejo, tudi tisti manjkajoči del pooblastil, ki jih ima Komisija za preprečevanje korupcije. Zdaj, tu je treba ugotoviti, da ta Komisija za preprečevanje korupcije nekih sodb, ali je to ali neko dejanje bo dejansko storjeno, ni sprejemala. Ona je več ali manj dajala samo neke vrednostne ali pa moralne sodbe, se pravi, sklicevala se je na domnevo, da je veliko tveganje korupcije ali pa da je velika možnost korupcije, ni pa definirala, da je bilo tam storjeno korupcijsko dejanje. In žal ne, v teh postopkih, ki jih je vodila Komisija za preprečevanje korupcije, v več primerih ali pa v večini primerov tudi ni bilo možno sprožiti instančnega spora, tako kot je običajno v vseh drugih primerih, ko si predmet revizije. Skratka, ugotoviti moram, da je bilo, da se bo zgodilo nekaj na tem področju pričakovano. Pričakovano zato, ker je ta komisija delala nedosledno, ker je dejansko povzročila državi politično in siceršno škodo zaradi svojih ravnanj in to škodo bomo plačevali vsi. Ravnala pa je nedosledno. Zdaj, očitno, poleg nekaj trših orehov banke, potem zdravstvo, sodstvo, sem že omenil, ostaja nerešena tudi še nekatera druga vprašanja, ki so povezana z nekaterimi funkcionarji. Gre recimo za neobičajno dolgo zavlačevanje ugotovitve, kaj se je dejansko dogodilo z Virantovimi avionskimi kartami. Na tem področju že več kot pol leta Komisija za preprečevanje korupcije ni izdala nobene ugotovitve, nobenega poročila, nobene vrednostne ali moralne sodbe in to menim, da je problem. Prav tako se v zadnjem času pravzaprav ni opredelila do nobenih ravnanj predsednice vlade, pa je bilo v medijih objavljenih nekaj primerov, ko obstaja dejansko sum, da se je nekaj neprimernega, morda celo nezakonitega zgodilo. Skratka, če imamo organ, potem mora delovati v skladu z zakonom, mora delovati enako do vseh državljanov, mora sprejemati tudi pravične odločitve in podlaga za delo takega organa ne more biti osebna preferenca do posameznih politikov in to potem tudi izpeljevati v vseh nadaljnih postopkih. Rad bi se odzval tudi na trditve, da smo politiki, poslanci, ključen problem te države, kar zadeva korupcijo. To enostavno ne drži, zato ker že po zakonu ne moremo sodelovati v nobenih organih korporativnega upravljanja, to se pravi, imamo posebne določbe in vsega tega smo izločeni, nekateri drugi niso. Med drugim je več takih primerov in predvsem tam, ker ta doslednost ni izvedena, bi lahko komisija naredila marsikaj. Govorimo o funkcionarjih v pravosodju, govorimo o funkcionarjih v zdravstvu, govorimo o funkcionarjih v bankah in še kje. Tam, ker je dejansko prišlo do močnega vpliva funkcionarjev, nekateri so že po zakonu avtomatično tudi funkcionarji, tam se imen ne razkrije
tam, ker pa je več ali manj že po definiciji jasno, da se skoraj ne more nič zgoditi, ne? Tam pa je komisija nekatere ugotovitve objavila z velikim pompom in strahotnim medijskim suportom, kar pomeni, da se je ciljalo na tarče, ki so medijsko odmevne in pa politično oporečne, ne, za določen del slovenskega političnega prostora, morda tudi strokovnega, druge pa se je enostavno puščalo v strani. Tudi v poslanski skupini smo imeli nekaj težav z Komisijo za preprečevanje korupcije, namreč mi smo vložili tudi zahtevo za nadzor nad premoženjskim stanjem predsednika za Komisijo za preprečevanje korupcije in to že v januarju mesecu. Treba je povedati, da do sedaj neke resne razprave glede tega nismo imeli. Poleg tega smo na člane Komisije za preprečevanje korupcije naslovili več vprašanj, povezanih tudi z aktivnostmi njihovih družinskih članov v določenih korporacijah, ki tudi zapadejo lahko nadzoru Komisije za preprečevanje korupcije, in moram reči, da odgovora na to, ne, ali obstaja kakšno tveganje korupcije v teh primerih, nismo dobili. Če smo hoteli kakršnekoli odgovore, smo se večkrat morali poslužiti tudi zahteve preko informacijske pooblaščenke, da je odredila potem razkritje določenih dokumentov. Skratka, Komisija za preprečevanje korupcije se je pač postavila na neko stališče, da so nezmotljivi, da so neoporečni, ne, vsem drugim, ne, predvsem tistim, ki pa niso sledili njihovim nezmotljivim pogledom in usmeritvam, pa so pač skozi odločbe, sklepe in ne vem kaj še vse dajali določene obremenitve, ki so jim škodovali tudi na neosnovan način. Tako da se mi zdi, da je to odstop dober, ne, da lahko iz tega pričakujemo tudi potem v političnem prostoru tudi kakšno bolj smiselno odločitev, predvsem v smeri prerasporeditve pristojnosti in pa boljšega dela ostalih organov Republike Slovenije, ki jih za področja, kjer je delala neki kolaž Komisija za preprečevanje korupcije, že imajo. Vse to, kar je delala Komisija za preprečevanje korupcije, ti organi lahko počnejo, vključno z sankcioniranjem. Se pravi, s sproženim postopkom, sproženim ovad, kazenskimi sankcijami, zaplembami premoženja in tako naprej. Mislim, da za namen prevetritve slovenskega prostora, ne, kar zadeva korupcijo, en tak organ, ki je nek mestni člen, nek posrednik, ta država ne potrebuje.